Kaj ta današnja napoved datuma volitev, zdaj je jasno, 22. marca, bodo pomeni za delo državnega zbora? Kaj se bo dogajalo do takrat? Imate v bistvu še eno sejo, konec januarja napovedano. Kaj še? Ja, državni zbor bo delal tako, kot je delal do sedaj. Res je, da imamo še eno redno sejo. Predvidevam pa, da bo še kar nekaj izrednih sej. Tako da pričakujem, da bo delo potekalo nemoteno in s polno paro prav vse do volitev. Kljub volilni kampanji ali zaradi volilne kampanje, ki se dogaja tudi v dvorani državnega zbora? Zagotovo tudi zaradi volilne kampanje, ampak nekaj pa je tudi še projektov in nekaj zakonov, za katere mislim, da jih bo tako vlada kot pa poslanke in poslanci bodo želeli spraviti pod streho. Če gremo k tem izrednim sejam, o katerih govorijo tudi poslanci, res jih je veliko. Tudi v EPP-ju so upozorili, da je imel državni zbor v teh 3 letih zelo veliko. Vidimo tukaj kar 127 izrednih sej doslej, pravite, še kakšne bodo. Zakaj? Zakaj te izredne seje? Poglejte, izredne seje niso nič nenavadnega. Ustava in poslovnik državnega zbora določata, da državni zbor deluje na rednih in izrednih sejah. In poslanke in poslanci so tukaj zato, da delajo. Redne seje so samo enkrat mesečno, izredne seje pa se zgodijo takrat, navadno takrat, ko skupina poslank in poslancev takšno sejo zahteva. In če so izpolnjeni pogoji, kot predsednica državnega zbora, moram sklicati to sejo. Ampak kaže, kot bi bila neka naglica, neke izredne razmere, da bi se dogajali, da nekaj se dogaja na hitro, mora biti sprejeto. Razumem, ampak veste, ne smemo mi enačiti izrednih sej z zakonodajnimi postopki, ki potekajo recimo po nujnem postopku, ali pa skrajšanimi postopki. To nima nič skupnega. Izredna seja je lahko tudi za zakon, ki sicer teče po rednem postopku, ampak so določeni razlogi, zaradi katerih poslanke in poslanci to sejo predlagajo. In ponovno poudarjam... In vlada, tudi. Tudi, ampak ponavadi gre na zahtevo poslank in poslancev in takrat kot predsednica moram sklicati izredno sejo v določenem času. In ponovno poudarjam, da to ni popolnoma nič nenavadnega. To, da rečemo izredna seja, ne pomeni, da je to nekaj čudnega, ampak samo, da pač poteka v času, ko ni redne seje. No, gledajte, še nekaj podatkov bomo videli o tem, kaj vse je delal parlament. Med drugim 15 interpelacij, to je kar veliko število interpelacij. Ja, to je zelo veliko število interpelacij in kaže na to, da je ta parlamentarni institut pravzaprav devalviral. To naj bi bil resen institut, ki ga opozicija uporabi za ugotavljanje politične odgovornosti. In neka javna razprava je veliko. Javna razprava o problemu, ki naj bi prinesla neke rešitve. Tako je in resno, recimo temu politično kršitev ministrice, ministra ali pa konec koncev celotne vlade. In takrat, ko nekako je zaznano tudi med državljankami in državljani, da določeno ministrstvo ne dela dobro. Dobro, gledajte, na začetku mandata ste rekli, da boste zagovarjali spoštovanje institucij, zdaj berem zato, ker citiram, dostojanstvo parlamenta in ničelno toleranco do žaljivega govora, zlasti do žensk. Ampak lahko govorimo, mandat se izteka o višji politični kulturi v parlamentu? Težko. Ne moremo, lahko kot državljani povemo, ne moremo. Zakaj? Zakaj vam ni uspelo? Veste kaj, se mi zdi, da je politična kultura na splošno, ne samo pri nas, ampak na splošno na zelo nizkem nivoju. K temu veliko prispevajo tisti politiki in političarke, ki s populistično retoriko, z širjenjem sovraštva, ki potem lahko eskalira tudi v nasilje, nekako delajo razdore med volivkami in volivci. Ker to je neka taktika, kako hitro nabrati glasove. Kar pomeni, prihajamo v čas ali pa smo že verjetno v času, ko se politika gradi na nekih populističnih, hitrih rešitvah, brez prave vsebine. Predvsem pa me skrbi to, da se ne ukvarjamo s problemi tako, kot bi se morali, torej, da se tudi sami sebe vprašamo, kaj delamo narobe in kako bi problem rešili, ampak to zvrnemo kar na neko drugo skupino prebivalstva, največkrat marginalizirano skupino. To zdaj govori o splošnem političnem in družbenem prostoru, ki je povsod, tudi drugod v Evropi se na nek način zaostruje, ampak ko govorimo o parlamentu, jasno je, da je tam konflikt političnih interesov, zato ga imamo, parlament, da se to zgodi, ampak
Ali ne bi bilo, mislim, pričakovanja bi lahko bila, če želimo višjo raven politične debate, politične kulture, da se najde nek kompromis med temi različnimi interesi in tu pa je vaša naloga, ne? In tega ni bilo, ne? Kompromis se najde, ne, če je za to vsaj neka minimalna pripravljenost. Mi imamo v parlamentu predvsem nekaj poslancev, katerih se mi zdi že naloga je, da diskreditirajo svoje politične nasprotnike in jih diskreditirajo na osebni ravni. In se tega tudi lotevajo v svojih razpravah. In seveda vsi smo ljudje, reagiramo tudi čustveno, tako da je tega kar nekaj. Jaz menim, to na različnih političnih poljih. Na različnih političnih poljih, kot sem rekla, vsi smo ljudje, ampak menim pa, da določeni poslanci so pa nekako prav, kako bi rekla, da imajo prav nalogo to početi. To se pravi, vreči političnega nasprotnika iz tira na čustvenem nivoju, zato da potem tisto, kar je govoril in ima smisel in ima racionalnost, to potem izgubi. In zato je škoda, da se tako veliko ukvarjamo potem s tem, in dajemo temu pozornost vsi skupaj, namesto da bi se ukvarjali bolj vsebinsko. Ker je to spektakel, ne? Če gremo k volitvam, boste kandidirali in na kateri listi boste kandidirali? Jaz sem se odločila, da ostanem v politiki samo, če bom začutila, da imam med ljudmi podporo. Torej, da lahko resno naredim še kaj dobrega in če bom to začutila, se bom potem tudi naprej odločala. Še niste sprejeli odločitve? Odločitev je nekako, mislim, nekako pri sebi že imamo izoblikovano, ampak vseeno je pa glavno tisto, kar bo nekako prevagalo, ali čutim od državljank in državljanov zadosti podpore in pa predvsem zaupanja, da lahko nadaljujem politično pot. Lista pa Gibanje Svoboda, ostajate v Svobodi? Zdaj morate vedeti, da jaz v Svobodi nisem med odločevalci, tako da vam ne morem povedati, ali lista sestavljena, kako je sestavljena in tako naprej. Nisem pa nekdo, ki se sprehaja oziroma prehaja iz stolčka na stolček. Dobro, mogoče samo še to, nekaj malo časa nama je ostalo. Parlament je tudi igral neko obrobno vlogo, ko je šlo za pomembne položaje. Vemo, da nimamo varuha človekovih pravic, nimamo guvernerja Banke Slovenije. Lahko pričakujemo, da se bo kaj od tega recimo guverner še zgodil do konca mandata? Jaz si srčno želim, da bi se, ker so to pomembne institucije in to, da so te institucije brez vrhov oziroma brez recimo temu glave, ne kaže prav dobro sliko, ne navznoter, ne navzven. Tako da mislim oziroma si želim in imam upanje, saj glede na pogovore, ki zdaj potekajo med vodji poslanskih skupin in predsednico republike, da bomo te kadrovske probleme spravili pod streho. Upam, da več kot eno.